ne bom jaz sunga zoprnega dela delala. A boš sestavljala jelko? Bom jaz vezala vrvice. Okej. Tomaž je mene zdaj dal delati tole. Še nekaj cajta bomo tu. Pa to zavežeš. Zakaj ne more biti to že zavezano gor? Zato, da imaš ti kaj prašati. No, jaz tega ne morem delati. Bi samo upala, da nam ne bo odneslo te jelke. No, se pomagamo. Le, kak cute! Lunca pa tam ne gleda na te. Hej, Mička! Ding-dong! Ding-dong! Okej! Oj! Zdaj pa še častno dejanje večera. Ta-da-da-tam! Ne, prim, drž, no. No, ja to badla nekaj. Okej, what the fuck? Pust! Neko stoji. Kako? Kak je šika, no. Tako, da pa... Kaj si rekel? Kaj si rekel? Vse luči zapremo. Ugasnemo. Zapremo! Ugasnemo! Kresnice! Luna! Au. Uspela nam je. Jej, le kak je lepo vse. Ja. Ok, s Tomažem smo delali ene fotke za Reebok. Reebok? How do you say that? In ura je šele 10. So fotke fertik in zec tam pošle. A, še ene fotke bomo narediti. We're not done yet. Ta zvok v ozadju je Vili. Vili lepo dela. Priden Vili. Hvala, Vili. Jaz pa grem zdaj zeditat fotke, ki sem jih kar naredila in pol jih pošlem naročniku. Danes bi rada govorila o eni taki mal bolj resni stvari, I guess. Ta zvok v ozadju je pralni stroj. Ali bi šla vrate zapreti, Ana. Torej, ful se je začelo eno obsojanje. Najverjetneje zaradi tega, ker sem izposnela video, ko sem delala haul iz Merkurja. Zaradi tega, ker ne moramo trenutno vsi iti v Merkur. Vsi vemo, kdo lahko, pa kdo ne. Imam par besed za povedati o tej temi. SP-ji lahko grejo v Merkur, ostali ne smejo. Logika za tem je ne vem. Najverjetneje zato, da pač se sfiltrira število ljudi v Merkurju. Samo moje razmišljanje. Ja, ni fair, ker je diskriminacija. Definitivno je. Ampak država je pač določila tak zakon in zdaj pač mi živimo po tem. Ni fajn, da pač so nekateri privilegirani, I guess, ali nekaj takega. Ampak to slovensko obsojanje. Korona je obsojanje, tožarjanje, ne vem kaj vse še to potencirala. Ker zdaj na ulici vidiš 3 ljudi, 3 sosede, ko se družijo, poklicati policijo. O moj bog, kak si drznejo. Jaz dejansko vse ignoriram, kaj drugi ljudje delajo. Ne zanima me. Ampak ko pa se ljudje začnejo v mene vsajati, glede tega, kaj sem jaz naredila in kaj jaz delam, ko sem šla v Merkur, ker sem rekla, je bilo popolnoma legalno, kupila sem si lučke, ker that's my job. Kak je lepo. Lirko tam zadnji. Če vi to vidite v videu, that's my job. Za fotografe, oziroma ne, za praktično vse je legalno kupiti okraske. Pisarno okrasiš, Gorenje je kupovalo lučke na Gorenje ni SP, na firmo. Vsi lahko kupijo lučke na firmo, ker je treba pač prostor okrasiti. Zaradi tega, ker smo na sreče ohranili en vesel aspekt življenja. SP-ji se napolno zapirajo, vse gre v K in pustimo jim eno malo vesele, da lahko imajo lučke. Zaradi tega, ker še vsejen, nekdo, ki ima avtomehanično delavnico na SP, recimo, oziroma bi rad šel v trgovino na firmo kupiti ličila, ne bo šlo. Kmetičarka tudi ne bo mogla na firmo kupiti avtodele. Ampak lučke pa načeloma lahko kupijo, ker je pač treba prostor okrasiti. Zdaj, ne me držati za besedo, saj jaz mislim, da načeloma ni omejitev, kdo lahko kupi lučke in ne.
kdo ne, zaradi tega, ker pač prostor okrasiš v vsakem primeru in pač lahko dokaže, da si prostor okrasil. Zdaj v detajle mojega SP-ja ne bom šla, jaz načeloma ukvarjam s fotografijo in z videografijo in lahko pač karkoli pokažem v videu je del mojega dela. Tako je, če si influencer in itak na drugih področjih vse tepe in pač imaš vsaj en mali detajl, ko lahko nekaj narediš več. In kaj sem še hotela reči? In ja, načeloma vsi se trudimo trenutno ohraniti nek vesel spirit of December oziroma načeloma spirit of everything, zaradi tega, ker je pač situacija prišla tako daleč, nikamor ne moramo, nič več ne moramo kupiti. Trudimo se. Lani sem šla na 5 premier v decembru. 3 od tega so bile moje premiere. Moj film je bil lani. Letos sem cele dneve doma. In najmanj, kar lahko naredim, je to, da vam pokažem lučke. To, da vam pokažem oblačila. To, da vam pokažem ličila. It's the least I can do. To se povezuje na spet. SP se zapirajo. Jaz imam to srečo, da pač jaz nimam težav. Imam pa težave s contentom. Nimam več kaj kazati. Iskreno nimam več kaj kazati. This is the most you can see. Res ne vem, kaj še naj delam. Vsa nalaka snemam, ne vem, kaj jem, kaj berem, kaj tam fotke, that's it. In pač, nažalost, bom izkoristila to priložnost, da pokažem čim več. Logično je, da influencerji oziroma youtuberji, sploh tisti, ko se ukvarjam, ko delamo vlogmas, malo skrivamo tiste stvari, ko so pač malo težje. Jaz ne bom lagala, ni več tako enostavno, danes je, sploh ne več kaj dan je. Danes je 19. vlogmas. I'm struggling. Pač, težko je biti skozi vesel, s tem, da sem zraven mogla posneti še ene par drugih projektov, ko niso za moj kanal. Stalno moram biti vesela, nasmejana, le kak je moje življenje super. Zakaj? Zaradi tega, ker čutim odgovornost do tistih, ki pa trenutno res trpijo. Meni je slabo samo to, da moram biti skozi vesela. Damn, kjer je problem v lifeu, ne? Zato ne jamram, zato ne delam video o tem, kak mi je pač hudo, pač pa kažem vesele trenutke mojega življenja. Ja, na enih vidih izgledam ful scagana, jaz sem že na pol mrtva, ampak I keep pushing, keep fucking pushing, zaradi tega, ker this is my job, to moram delati. Zaradi tega, ker če jaz neham to delati, lahko tudi jaz rečem SP-jo adijo. En tak call to action, dajte spodaj napisati eno preprosto stvar, ko vas osrečuje. Mene osrečuje kavica, pa knjiga, pa ta mačka. To so trenutno stvari, ko me osrečujejo. Lani so me osrečevali premiere, kjer smo se pač z ekipo od filma družili. Letos me osrečujejo te preproste stvari. Pa ne vem, dejstvo, da lahko uživam v PlayStationu, to mene osrečuje, čeprav je tok fucking simple. Pa dejstvo, da sem včeraj dobila novo knjigo, to me osrečuje. Dajte dol spodaj napisati eno stvar, ko vas osrečuje. Dajmo se malo manj sekirati, kaj delajo drugi, pa malo svoj prag počistimo. Verjamem, da je marsikdo tudi tak, ko je kaj kupil na SP, ko niti ne ve, da ni za njegov SP. Ampak, njegov problem. Res se ne sekiram. Tudi jaz sem delala v trgovini včasih. Tudi meni je bilo včasih, da je malo čudno, zakaj si to jemljete na SP. Ampak, če oni to delajo, oni to delajo. Jaz can't judge that. Jaz sem jaz. Oni so oni. I don't care. To je to. Grem jaz zdaj za fotke do konca. A ja, še ta detajl sem pozabila omeniti. Jaz kot SP bi lahko zdaj kamot vlekla 1100 € na mesec od države, nič delala, imela dohodek, praktično nič dela. I don't do that. Še vedno služim svoj denar na normalen način, ker sem prej, tako da dajmo malo omejiti. Dajmo se malo umiriti, pač pa pošteno razmisliti o tem, koga napadamo, da izkorišča državo. That's it. Čajček sem si naredila, tako da... Au! Koliko šmekši, to mi je Tomaž kupil. Hvala, Tomaž. In pa zraven bom pojedla pašteto na kruhu. V trgovino gremo. Za moje laske. Oh my god. Oh my god, lovim tako njega.
Evo me, jaz sem iz trgovine, kupila sem nama še božične kapice, ker jih nismo imela. Tako da zdaj smo ready za božič, sem cela v rdečem danes. Zdaj pa, jaz sem si kupila še par stvari zaradi tega, ker imam plan danes se ostrišt. V bistvu rada bi si naredila fru. V bistvu tukaj spredi si v bistvu tek že full stylam te lase, ampak tukaj spredi imam itak fried lase čist. Ne vem zakaj. Da si naredim tak kao 70s vibe fru. A veš, sam nič posebnega. Ampak ne bom snemala zaradi tega, ker pa bom nervous in bo zihar šlo vse slabo. Si bom pa naredila pa še en tak treatment za moje laske z kokosovim oljem. Teda danes je tak pampering day, a ja, po Millerju sem spet non-skupila. Miller mi krade nohte. Pa verjetno si bom tudi nohte dan zamenjala, ker imam še ene na zalogi. Telele. Teda bom full kill danes. Teda ja. Grem se zdaj ostrišt in bomo pol videli, kako bo izgledalo.